Današnji dolgo napovedovani shod Murinih delavcev se je končal relativno mirno z obljubo, da bo v začetku prihodnjega leta najdena nekakšna rešitev, ki ne bi zadovoljila vsaj del tistih delavcev, ki bodo ostali. Vse bolj jasno postaja, da bo del delavcev ostal brez dela. Koliko delavcev bo ostalo za stroj, za koga bodo delali, to za zdaj še ostaja uganka. Mi vztrajamo, da je treba najprej na tem dvorišču dve samostojni organizaciji vzpostaviti. Ena, ki bo peljala naprej aktivnosti okrog lastne blagovne znamke, in drugi del, ki bo skrbel za partnerje, tako zvano kooperacijo. In ostali del je pa tisti, ki ga bo treba ugasniti na tak ali drugačen način, po možnosti na kulturen, tako kot želi sindikat. Oni do tako napravili svoje kao dušele. Pa kaj mislite, kaj bo naredili? Ne bi se tako daleč povišala, ampak glede na to, ko verjetno tam vlada pa taj niti ne premšujejo, kako je tu ljudi, to je 3300 ljudi, tu so družine, tu so otroci. Vse je odvisno od vlade? Ne, dosta je odvisno od lastnikov, največ. Prvi nadaljevanje sestanek je jutri v Ljubljani, tako da računam, da že jutri dorečem in dobimo neko kakšno novo usmeritev, v kateri smeri in s kakšnimi korekcijami bi bilo mogoče izvesti program. V tej poziciji je, in želim, da tako tudi javnost razume, v tej poziciji je gospod Pozlesnik predstavlja določeni program in želimo, da ta program, ki ga sedaj ima v rokah, tudi sprovede v življenje. Kakršnakoli nezaupništva, kakršnakoli bi pomenilo pospraviti ta program v predal in je po našem trdnem prepričanju usoda mora zapečatena. Zato naj ima ta program, ki ga ima, tudi sprovede v realnost in pa ohrane čim večje število delovnih mest. Odkot pa prihaja gospod Podlesnik? Slovenskega prostora, ne vem odkot. Ne veste odkot? Ne vem. S čim se prej ukvarja? Ne vem. Zame to ni pomembno. Dobivam veliko mailov, veliko predlogov po mailih, kako so nam pripravljeni pomagati. Marsikdo brezplačno, kličejo me tudi zvečer, pozno zvečer, večina njih zgolj za tem, da se splača vztrajati in da podpirajo program, če tudi ga podrobno ne poznajo. Vsi, ki smo že dalj časa, poznamo to situacijo in kaj se godi. In jaz sem mnenja, da je to vse skupaj že prepozno. Kdaj se vam zdi, kdaj se je začela agonija? 2003, takrat, ko se tisti 10 milijonov evrov porablja pri Podmehovim vodstvom in tako dalje, šlo za plače, nič razvojnega in tako dalje? Tako že takrat za časa Meha. Tudi jaz sem mnenja, da tudi gospod Meh ni, ne vem, kaj naredil za Muro.